Dober dan želim. Ura 11 začenjamo z novinarsko konferenco ob Svetovnem dnevu ledvic. Skupaj smo jo pripravile 3 organizacije, in to Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, potem Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in pa Slovensko nefrološko društvo. Lep pozdrav vsem, ki ste danes z nami. Jaz sem Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in bom vodil konferenco. Imam 3 eminentne sogovorce, primarija Cevca, našega predsednika iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana, potem izredno profesorico dr. Andrejo Marn Pirnat, predsednico Slovenskega nefrološkega društva, iz kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana, in pa gospod Dragico Mlinšek, ki je nova predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Ni to prvič, da govorimo o ledvicah, to je bilo že večkrat, povod pa je Svetovni dan ledvic. Za začetek samo še nekaj navodil. Torej, vse govorce prosim, oziroma vse poslušalce prosim, da imate zaprte mikrofone, če ne govorite, ker to moti, lahko moti druge. Naslednjič, konferenco snemamo. Če bi kdo ne želel, da se njegov obraz pojavi, naj pač kamero izklopi. Najprej bomo dali besedo vsem 3 govorcem, potem bomo odprli mikrofon za vse. Lahko pa že tekom seveda njihovih besed napišete svoje vprašanje v chat, ga bomo prebrali in potem odgovorili, sicer pa s dvigom rok ali pa kar s tem, da prižgete mikrofon, postavite tudi v tistem drugem delu vprašanje, z veseljem bomo odgovorili. In kot je že običajno, pripravili smo izjavo za javnosti, ki jo bojo vsi povabljeni dobili takoj po koncu naše konference. No, in zdaj smo s tem končali in besedo dajem primariju Matiju Cevcu, našemu predsedniku Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Seveda lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ob tej tiskovni konferenci za izredno pomembno tematiko, na katero nažalost bistveno preredko pomislimo, skratka na bolezni ledvic, premalokrat pomislimo, pa lahko naredi ta bolezen grozno škodo, tako kot tudi druge bolezni na sami ledvici, na to moramo vedno misliti. Imamo seveda akutne bolezni, ko v parih urah pravzaprav lahko pride do hude, običajno, hvala Bogu, prehodne okvare ledvičnega delovanja, ampak tisto, kar nas bolj muči trenutno, je pa tako imenovana kronična ledvična bolezen. To je pravzaprav stanje, ki pomeni postopno napredujoče in nepovratno slabšanje ledvičnega delovanja, kar lahko povzročijo tako različne bolezni ledvic, kot so ledvični kamni, prostata, ni glih ledvična bolezen, ampak povečana prostata ovira odtok seča in to lahko posredno tudi ledvice ohrani. Vemo, da tudi razna vnetja lahko povzročijo kronično ledvično bolezen. Po drugi strani imamo pa številne druge bolezni, ki prav tako zelo škodljivo delujejo na ledvice. O tem bo sicer tudi pozneje dr. Marnova kaj več povedala, ampak tudi jaz ne morem mimo sladkorne bolezni, mimo neurejenega krvnega tlaka, ne morem iti mimo srčnega popuščanja, ki je strašno povezan tudi z ledvično boleznijo, kot je tudi vzrok za srčno popuščanje lahko ledvična bolezen. Na to moramo vedno pomisliti in pri vseh teh stanjih moramo biti pozorni, da pravočasno prepoznamo, kdaj so začele ledvice, bolj po domače štrajkati. Dejstvo je, da približno 10% odrasle populacije ima eno od stopenj popuščanja ledvic.
tako da je na svetu tam 500 milijonov takih, v Sloveniji se ocenjuje, da ne bi bilo takih, vse tam okrog 180 tisoč. Lahko si mislite, da več kot polovica teh bolnikov sploh ne ve, da ima to bolezen, kar je velika škoda, ker če bi pravočasno začeli skrbeti za te bolezni, za te bolnike, bi lahko marsikatero napredovanje ledvične bolezni preprečili, zavrli in zlasti preprečili tudi končno odpoved ledvic. Dejstvo je tudi to, da ledvična bolezen ne boli in zaradi tega je tudi pozno prepoznavamo. Kar pomeni, da moramo biti toliko bolj pozorni pri vseh tistih, ki imajo stanja, ki lahko pripeljejo do ledvične bolezni, pa smo spet pri povišanem krvnem tlaku, pa sladkorni bolezni, pa srčnem papučenju in tako naprej. To je vse tisto, na kar moramo pomisliti, da preprečimo napredovanje. Zdaj, po svoje, tudi določeni znaki nam govorijo o tem, da je morda z ledvicami kaj narobe. Zelo banalno rekel, če opazimo, da se seč zelo pen, to lahko pomeni, da je v seču več beljakovin, to pa je že prvi znak ledvične bolezni. Drugo je, če ob nekem rutinskem pregledu najdejo kakšne v krvi tako imenovane označevalce tudi ledvičnega popuščanja, ledvične bolezni. Vse to je tisto, na kar moramo pomisliti, zaradi tega, ker lahko za svojim lastnim delovanjem, za ukrepanjem preprečimo napredovanje. Na ledvično bolezen lahko pomislimo tudi pri nekomu, ki je kar brez nekega jasnega razloga stalno utrujen, brez volje in energije. Tudi inapetenca je lahko povezana s tem, se pravi slabši apetit. Da ne govorimo o tistih, ki imajo lahko solvenje kože ali pa so zjutraj, ko se prebudijo, otekli okrog oči ali pa zvečer, da jim goleni otekajo. Ne pomeni, da je tisti, ki mu goleni otekajo, da ima že kar ledvično bolezen, ker to lahko tudi druge bolezni povzroča. Ampak pomisliti pa moramo zato, da tega ne spregledamo. Tudi žalostno dejstvo, ampak tako to je, da kronične ledvične bolezni ne moramo pozdraviti, lahko pa zelo, zelo upočasnimo njeno napredovanje in na ta način preprečimo dokončno odpoved ledvic. To je tisto stanje, ko je potrebno nadomestno zdravljenje, na primer z dializo. In pri tem brez sodelovanja bolnika žal tudi to ukrepanje ne bo učinkovito dovolj. Pomembno je seveda vsi tisti pokazatelji dobrega telesnega sloga, kot je redna telesna vadba, vsaj hoja, vsaka hoja je boljša, kot pa sedenje v fotelu pred televizijo in pitje Coca-Cole. Definitivno hoja je tisto, kar je koristno. Ve se, da nekateri zaradi raznoraznih vzrokov ne morejo izvajati raznih telesnih vad, ampak že sprehod, madar s kužkom, ki ti da malo več energije, vse to je boljše, kot pa tisto, kar sem rekel prej, sedenje. Vzdrževanje redne telesne teže je izredno pomembno, da ne govorim o kajenju tobaka, no, za marihuano pa ne vem, ampak tudi to ne priporočamo zaenkrat. Razen pri tistih, ki imajo medicinsko indicirano, ampak o tem kdaj drugič. Seveda, prehranjevanje mora biti zdravo. Zaenkrat velja, da je najbolj zdrava prehrana, tako imenovana mediteranska prehrana. To je tista prehrana, na katero se je človeštvo Evrope in zahodnega sveta privajalo zadnjih 20 tisoč let in je prilagojeno temu. In zaradi tega se moramo temu res čim bolj držati, skratka, več zelenjave, sadja, mesa, ne da se mu odpovemo, ampak nekoliko manj, zlasti pri nekaterih stopnjah ledvične bolezni moramo tudi določene stvari spremeniti, ampak morda o tem, ki je pozneje dr. Mahrnova povedala. Vsekakor pa prehrana mora biti pestra in vseobsegajoča in še nekaj je zelo pomembno. Pitje tekočin. Nekateri nefrologi priporočajo 2 do 3 litre tekočin na dan, če zmorete. Ampak definitivno najmanj 1,5 litra do 2 litra pa bi morali popiti tekočine, ampak to ne spet Coca-Cole, ampak tisto, kar vedno priporočamo, je dobra
pitna voda, ki je v Sloveniji, hvala Bogu, zaenkrat na pretek in je najboljše zdravilo za žejo in tudi za vsaj začetne stopnje kronične ledvične bolezni. Pri napredovalnih boleznih, ko je že dokončna ledvična odpoved, seveda se pa spet stvari malce drugače postavijo, tako kot na primer tudi pri napredovalnem srčnem popuščanju, ko moramo omejevati tekočino, ampak takrat se pa drugače pomagamo, da ohranimo ledvice. Še nekaj, sol je načeloma, dodajanje soli v prehrano je odveč. V normalni prehrani dobimo popolnoma dovolj soli, razen če se ne znojimo zelo in takrat je morda treba tudi ustrezno tekočino piti, ampak za povprečnega, normalnega, zdravega človeka dodajanje soli ni potrebno, ker vemo, da višek soli vodi v povišan krvni tlak, ki je pa zelo, zelo pomemben škodljiv dejavnik za naše ledvice. Skratka, zdrav življenjski slog, ki ga je pa pogosto potrebno dopolnjevati tudi z zdravili, ki jih je pa treba seveda jemati. Zdravila na nočni omarici ne pomagajo, treba jih je zaužiti, tako kot je bilo običajno tudi svetovano s strani zdravnikov, in to je tisto, kar je dobro, da se upošteva, in na to se ne sme pozabiti. Toliko z moje strani. Primarij, hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo profesorici Andreji Maron Pernat. Prej sem že povedal, da je predsednica Nefrološkega društva Slovenije iz UKC Ljubljana. Izvolite. Hvala za povabilo. Lepo vsi pozdravljeni. Kot ste slišali, je ta teden, natančno v četrtek, 13. marca, Svetovni dan ledvic. To pomeni, vsak drugi četrtek v mesecu marcu je vsako leto temu dnevu so namenjena ledvica in zdravje ledvic. Vsako leto je poudarjena neka tema in letošnja tema je pomen zgodnjega odkrivanja kronične ledvične bolezni in pravočasnega zdravljenja te ledvične bolezni. Torej, naše društvo skupaj s sekcijo medicinskih sester in Zveze društva bolnikov organiziramo na ta dan številne akcije po celi državi, po bolnišnicah, po avtobusih, po javnih krajih, kjer ozaveščamo ljudi, naj se javijo, naj se odzovejo na povabilo družinskih ambulant na testiranje njihove ledvične funkcije, pa tudi na pregled urina. Vi veste, da imamo v sklopu družinske medicine tudi referenčne ambulante, katerih namen je prepoznava kroničnih hudih bolezni, kot so rak, srčno-žilne bolezni, hipertenzija, sladkorne bolezni. No, in od sedaj dalje bomo v teh referenčnih ambulantah tudi preverjali ledvično funkcijo in pa morebitnega izločanja beljakovin v seču ali pa kakšnih drugih patoloških sprememb v seču, predvsem pri tistih ljudeh, ki imajo veliko tveganje, da že imajo kronično ledvično bolezen ali pa da jo bodo zboleli zaradi kronične ledvične bolezni. Namreč, kot ste že slišali, primarij cevca, v začetku ledvična bolezen večinoma poteka brezsimptomno, popolnoma tiho. Normalno se počutiš, nobenih težav nimaš, na vodo greš normalno, urin ni spremenjen, skratka, nimaš nobenega zunanjega znaka, da se s tvojimi ledvicami nekaj dogaja. Tako da v resnici ledvični bolniki dolgo časa niti ne vejo, da imajo kronično ledvično bolezen. In zdaj pa, če si predstavljate, v ledvicah imamo mi 1 do 2 milijona, v zdravih ledvicah imamo 1 do 2 milijona takih funkcionalnih enot, po domače filtrčkov ali pa kot ena cedilca izgledajo te funkcionalne enote, preko katerega se čisti kri. In če se pojavi kronična ledvična bolezen, recimo da sladkorna bolezen, hipertenzija, visok holesterol, kajenje, debelost okvarjajo te funkcionalne ledvične enote, mi jih imenujemo nefroni, ampak v resnici so to kot eni filtrčki, žilica, preko katerega se filtrirajo te snovi odvečne in voda.
in sol. No in če pride do okvare teh filtrčkov, potem morajo preostali še zdravi nefroni prevzeti funkcijo. To pomeni, da namesto 1 do 2 milijonov recimo deluje še samo en slab milijon ali pa 500 000 teh funkcionalnih enot, ki delajo z maksimalno paro in dodatno okvarjajo sami sebe. Zato se kronična ledvična bolezen v bistvu ne more sama zaustaviti, ampak moramo predpisati zdravila, moramo jemati zdravila za zaščito teh ledvičnih funkcionalnih enot, se pravi teh majhnih tovarn, če lahko tako rečem. V preteklosti smo imeli, ne v preteklosti, ampak v zadnjih 40 letih smo imeli glavno zdravilo, kot veste, to je zaviralec RAS sistema, to je tipično zdravilo za zdravljenje visokega krvnega tlaka, ki je imelo tudi zaščitni učinek na ta ledvična telesca in kot veste tudi zaščito za srce. Ampak kljub temu, da smo dobro zdravili sladkorno bolezen, dobro zmanjševali krvni tlak s številnimi zdravili, smo v bistvu pri vseh ljudeh nismo mogli preprečiti razvoja kronične ledvične bolezni in še hujše, nismo mogli preprečiti napredovanja do končne odpovedi ledvic. Zdaj imamo pa zadnjih 5 do 10 let, oziroma 10 let je ravno letos, ko je prva raziskava pokazala, da eno antidiabetično zdravilo, se pravi zaviralec SGLT2, ki je zdravilo za znižanje krvnega sladkorja pri bolnikih s sladkorno boleznijo, da izjemno dobro to zdravilo zaščiti ledvica, pa tudi srce. In to zdravilo zdaj uporabljamo 5, 6, mogoče celo kakšno leto več, z veliko uspešnostjo in tudi nadaljnje raziskave so vse potrdile to prvo raziskavo, ki sem jo omenila, da je to res in da kljub temu, da se pravi, poleg znižanja krvnega tlaka, zdravljenja hiperholesterolemije, zdravljenja sladkorne bolezni, vseh teh se pravi, zdravega načina življenja, prenehanja kajenja, skratka, vse to potem še dodatno zaščiti ledvica ti dve zdravili, se pravi zaviralec RAS sistema, staro zdravilo, in zaviralec SGLT2 sistema, novo zdravilo. To novo zdravilo deluje prav v ledvicah, zato smo ga nefrologi dobili v svoje roke takoj potem, ko so ga diabetologi začeli uporabljati za zdravljenje sladkorne bolezni. No, zdaj, če se malo vrnem nazaj, ker je tole danes organizira Društvo za srce, tole tiskovno konferenco, tudi primarij Cevc je že omenil, da ledvica in srce imata veliko skupnega in res je, onadva sta povezana preko hormonskih in živčnih sistemov in se dobesedno pogovarjata med seboj. To pomeni, da akutno ali kronično obolenje srca povzroči slabšanje ledvičnega delovanja in obratno, akutna, se pravi nenadna, ali pa ena kronična ledvična bolezen vplivata na srce in povzročita srčno popuščanje in tudi druge zaplete, druge dogodke kardiovaskularnega sistema. Torej, če zdravimo en organ, ščitimo tudi drugi organ, se pravi, če damo zdravila za zaščito ledvic, s tem ščitimo tudi srce in obratno. Če zdravimo srčno popuščanje, zdravimo tudi kronično ledvično bolezen. Zdaj, zakaj je toliko ljudi oboli za obema organoma? Vemo, da polovica ljudi s srčnim popuščanjem pri polovici ljudi s srčnim popuščanjem se razvije tudi kronična ledvična bolezen in obratno, s slabšanjem ledvičnega delovanja se 2-krat, 3-krat, 4-krat poveča tveganje za srčno popuščanje in za ostale srčne bolezni. Žal kažejo podatki, da v bistvu več ljudi s kronično ledvično boleznijo umre v tem času napredovale kronične ledvične bolezni, kot pa dočaka dializo. Se pravi, da imajo ti ljudje izjemno srčno-žilno tveganje in moramo narediti
pri kroničnih ledvičnih boleznih bolnikih vse, da zmanjšamo to hudo srčno-žilno ogroženost. In seveda, če hočemo to narediti, moramo kronično ledvično bolezen pravočasno prepoznati, a ne? Prepoznava kronične ledvične bolezni je v bistvu zelo, zelo enostavna in res nimamo nobenega izgovora, da ne prepoznamo teh bolnikov. Kot sem rekla, se te kronične ledvične bolezni v bistvu ne čuti, šele ko napreduje, ko res deluje samo še 10% ledvičnega tkiva, se pojavijo ti znaki, ki jih je povedal in lepo navedel primarij Cevc, a ne, takrat se človek slabo počuti, ima slabo kri, je utrujen, nespečen, bolijo ga noge, ni zmogljiv, tudi kognitivne sposobnosti upadajo. Skratka, res se celo telo upočasni in oboli, ko ledvice odpovedujejo. Torej, kaj moramo narediti, da prepoznamo ledvično bolezen? Pogledati moramo kri, v krvi določimo koncentracijo ene snovi, ki ji rečemo kreatinin, a ne, tako kot določimo hemoglobin, pa levkocite, pa sedimentacijo, tako določimo tudi kreatinin, ki se izloča skozi ledvice in nam pove, kako ledvica delujejo. Iz tega kreatinina pa potem zračunamo še hitrost delovanja ledvic, ki jo mi imenujemo hitrost glomerulne filtracije, namreč tisti filtrčki, ki sem jih prej na začetku omenila, mi imenujemo glomeruli, a ne, zato imenujemo to glomerulna filtracija ali OGF, se pravi, ocenimo glomerulno filtracijo in na ta način vidimo, kako ledvica od nekega človeka delujejo. Druga stvar je pa pregled urina. Urin je v bistvu okno v ledvicah. Mi v urinu vidimo, kaj se v ledvicah dogaja. In v urinu mora biti same ničle. Ne sme biti izločanja beljakovin, levkocitov, eritrocitov, skratka, v izvidu mora biti same ničle. Če se pojavi recimo proteinurija, vemo, da ti filtrčki spuščajo beljakovine in da so bolni, a ne? No, in ta glavna beljakovina, ki jo v urinu zaznamo in ki se izloča pri okvarjenih glomerulih, imenujemo albumin. Zato to povečano izločanje albuminov s sečem imenujemo albuminurija, a ne? Če je teh albuminov zelo veliko in so še druge beljakovine zraven, ko so ledvica že zelo, zelo okvarjena, imenujemo to proteinurija, a ne? Ampak to je v bistvu albuminurija, je to začetek proteinurije oziroma albuminurija je glavni del proteinurije pri ledvični bolezni, a ne. No, potem, če je kakšno dodatno dogajanje v ledvicah, zdaj ta albuminurija nam v prvi vrsti pove, da so žilice pri tem človeku okvarjene. In to ne samo v ledvicah, ampak tudi po celem telesu, tudi v srcu, tudi v možganih, tudi v drugih organih. Zato je v bistvu pojav albuminurije, se pravi povečanega izločanja albuminov s sečem, znak, da je problem v celem telesu, a ne, da ima tak človek tveganje tudi za druge zaplete, za druge bolezni, kot je srčni infarkt, možganska kap, nenadna srčna smrt, srčno popuščanje, pa tudi druge žilne bolezni, a ne. Zato je to zelo resen izvid in tega mi ne čutimo. Mi mislimo, da je z nami vse v redu, tako da ni druge možnosti, kot da pri ljudeh, ki imajo tveganje za ledvično bolezen, preverimo, če so v urinu beljakovine, se pravi predvsem ta albumin, a ne. No, lahko pa človek zboli tudi za katerokoli ledvično bolezen, ki je na srečo redkejša. Mi nefrologi se s tem vsakodnevno ukvarjamo, tako da jaz nimam občutka, da so te bolezni tako redke, a ne, ampak na srečo v splošni populaciji le niso tako pogoste. Ampak vseeno so ti naši glomerulonefritisi pa vaskulitisi tretji najpogostejši vzrok za kronično ledvično bolezen in zato moramo, in ki se kažejo poleg s proteinurijo, pa tudi z veliko eritrociti v urinu, zato moramo v bistvu pri človeku, ki mu pogledamo urin, je najbolj pametno pogledati cel urin, a ne, ne samo izmeriti to albuminurijo, ampak pogledati cel urin, da hkrati še izključimo morebitno dodatno dogajanje na ledvicah, a ne. Rekla sem, da te naše ožje nefrološke bolezni so na 3. mestu vzrokov za končno odpoved ledvic, no, na 1. mestu je pa sladkorna bolezen, na 2. mestu je pa arterijska hipertenzija, a ne. To so pa dve bolezni, ki jih ima marsikdo med nami.
Tako da, če še enkrat ponovim, Svetovni dan ledvic v četrtek, lahko pridete na polikliniko v Ljubljani, v UKC Ljubljana in kontrolirate in oddate vzorec seča in z eno posebno napravo kontroliramo oziroma preverjamo, če ste morda med ljudmi, ki imate beljakovine v krvi, se pravi albuminurijo, in če jo imate, potem vas bomo napotili oziroma svetovali, da se oglasite pri osebnem zdravniku s tem izvidom in da skupaj preverita, če je to res, to v enkratnem vzorcu urina niso stvari 100%, tako da je treba to v 3 vzorcih urina določiti, vsaj 2-krat mora biti pozitiven vzorec, Tudi kakšno akutno obolenje, kakšno vročinsko obolenje, velik telesni napor, velik obrok mesa, tudi povzroči malo povečano izločanje beljakovin s sečem. Recimo dodatno jemanje beljakovin, proteinov po telesni vadbi, recimo lahko povzroči proteinurijo. Tako da, skratka, to je treba ponoviti, treba je videti, če je res, če je stalna prisotnost teh beljakovin, če to res odraža kronično ledvično bolezen, to pomeni, da morajo biti te spremembe prisotne vsaj 3 mesece, in potem je treba dodati, predpisati zdravila, ki jih na srečo sedaj imamo in z njimi zaščitimo ledvica, preprečimo hitro napredovanje kronične ledvične bolezni, in upamo, da bomo s temi zdravili, s temi ukrepi, če jih bomo dovolj zgodaj predpisali tistemu, ki jih potrebuje, da bomo s tem preprečili potem napredovanje ledvične bolezni v hujšo obliko ali pa celo v končno odpoved ledvic. In s tem pa tudi bi zmanjšali tveganje oziroma to veliko srčno-žilno ogroženost, ki se pojavi, ko kronična ledvična bolezen napreduje. Tako da, hvala lepa za enkrat. Hvala lepa, dr. Marnova. Zdaj pa dajem besedo gospe Dragici Mlinšek, ki je pa predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Izvolite. Hvala lepa za besedo, pozdravljeni. Zveza društev ledvičnih bolnikov je humanitarna neprofitna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem članstvu. Zastopa stališča in potrebe bolnikov s kronično ledvično odpovedjo. Povezuje 12 regionalnih društev iz cele Slovenije, ki imajo skupaj 1400 članov iz 21 dializnih centrov. V Sloveniji se trenutno zdravi 1377 bolnikov s hemodializo, 90 bolnikov z trebušno dializo, 800 bolnikov pa živi s presajeno ledvico. V Zvezi društev ledvičnih bolnikov je 53% članov dializnih bolnikov, ostali pa so pridruženi člani, kot so svojci, družinski člani in zdravstveno osebje. Ta krovna organizacija obstoja že od leta 1989. Zveza društev ledvičnih bolnikov se trudi, da nudi strokovno podporo bolnikom in pa njihovim svojcem v smislu ohranjanja in izboljševanja kvalitete življenja, da bi še naprej lahko živeli aktivno življenje v družbi, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja in preprečevali možne zaplete. In zagotavlja jim pa tudi pomoč in podporo pri reševanju aktualnih potreb bolnikov. Kadar bolniku oziroma človeku odpovedujejo ledvice, doživlja stisko in pa stresno spremembo življenja. Navaditi se mora na nov način življenja, s katerega narekujeta slabšanje ledvičnega delovanja, s tem tudi slabšanje počutja, priprava na morebitno kasnejše nadomestno zdravljenje z dializo ali pa presaditvijo ledvice in jemanja zdravil. Zato je zelo pomembno vlagati v informiranje bolnikov o pravilnem življenju s slabšanjem
kronične ledvične bolezni in in podaljšanju časa, preden začnejo z zdravljenjem, z dializo. Na zdravljenje dialize morajo biti tudi pripravljeni, zaradi tega, ker imajo več možnosti zdravljenja in je zelo priporočljivo, da se bolniki v sodelovanju z zdravstvenim osebjem odločijo za način nadomestnega zdravljenja. Naše delovanje je razdeljeno na dva dela, na socialni in pa na izobraževalni program. Socialni program zaradi tega, ker ljudje, ki imajo takšne zdravstvene ovire, sodijo tudi med težje zaposljive osebe. Trudimo se, da lajšamo stiske bolnikov z različnimi socialnimi programi. Te stiske izhajajo iz socialne prikrajšanosti, ki jih kronična ledvična bolezen prinese s sabo. Mnogi se namreč zaradi tega slabega počutja, narave bolezni in pa načina zdravljenja ne morejo več zaposliti, umaknjeni so z delovnega procesa, stisnjeni zaradi finančnih težav na rob družbe. Ti naši bolniki imajo pravico do priznano 100% telesno okvaro. Težko je tudi bolnikom, ker ne samo, da je kronična ledvična bolezen odraslih, ampak prizadene tudi otroke. In pri teh otrocih je še sploh hudo, ker ki zbolijo pač v otroštvu, potrebujejo prilagojen šolski program, potem pa tudi po izobraževanju jim je težje najti zaposlitev. Otroci se v glavnem vsi dializirajo v Kliničnem centru v Ljubljani na pediatrični kliniki. Za otroke je tudi najboljše, da čim prej, ko je možno, če so primerni, grejo na presaditev ledvice. Ta naš socialni program je razdeljen na del, kjer probamo enakopravno sodelovati z bolniki, da bolniki enakopravno sodelujejo pri snovanju raznih politik, ki vplivajo na življenje bolnikov s končno ledvično odpovedjo, kot na primer zdravstvenega, socialnega in pa tudi zaposlovalnega stališča, na primer pridobitev pravice do brezplačnih merilcev sladkorja, pridobitev pravice do prehranskih dodatkov, bolnikom pomagamo pri pridobivanju pravic do invalidnine, sodelujemo pri urejanju organizacije prevoza bolnikov na dializo in pa z dialize. Potem pod socialni program spadajo družabni in športni programi, ki so namenjeni izmenjavi izkušenj in pa premagovanju socialne izolacije ter ohranjanju psihofizične kondicije bolnikov. Tu sem spadajo kakšni bowling, namizni tenis, vsesplošno slovensko srečanje dializnih bolnikov. Imamo tudi, bolniki naši sodelujejo tudi v mednarodnih športnih igrah, na evropskem, na globalnem nivoju. Naši bolniki, ki so na dializi, potrebujejo hemodializo 3-krat na teden. Se pravi 156 dializ na leto. Zaradi tega imajo zelo težko, grejo kam na dopust. In pomagamo jim pri organizaciji počitniške dialize v Sloveniji in pa tudi v tujini. Sodelujemo tudi z drugimi podobnimi društvi doma in pa v tujini. Za naše bolnike imamo tudi izobraževalni program. S tem izobraževalnim programom tudi namenjamo veliko pozornosti.
in razdeljen je na izobraževalni program za bolnike in pa za seznanjanje javnosti z kronično boleznijo ledvic. Kot je bilo že rečeno, naši bolniki imajo 3 in večkrat večje tveganje za srčno-žilne bolezni, kot so infarkt, možganska kap in druge. Zaradi tega je zelo pomembno, da jih ves čas izobražujemo, njih in pa njihove svojce, o zdravem načinu življenja. Bolnik mora poznati svojo bolezen, mora poznati način življenja, potrebno gibanje, način in pomembnost jemanja zdravil in podobno. Bolnike seznanjamo z rednimi srečanji, imamo svojo spletno stran Zveza društev ledvičnih bolnikov, izdajamo pa tudi glasilo, imenovano Ledvica, kjer so objavljene zgodbe bolnikov z različnih centrov, novosti na področju zdravljenja, prehrane ali pa kakšne psihosocialne pomoči in novosti objavljamo, kakšne aktivnosti imamo in pa tudi strokovna navodila. V to ledvico pišejo bolniki, nefrologi, psihologi in pa drugi strokovnjaki. Javnost pa seznanjamo z kronično ledvično boleznijo preko Svetovnega dneva ledvic, potem s preventivnimi programi, preko NIJZ-ja, preventivnimi programi za zgodnje ozaveščanje kronične ledvične bolezni, preko NIJZ-ja in preko referenčnih ambulant, potem pa tudi na nekaterih regijah sodelujemo s zdravstvenimi šolami, kjer potem obveščajo o delovanju ledvic tudi v vrtcih, v šolah, v srednjih šolah, tako da že od mladosti otroke obveščamo o delovanju ledvic. Mi se financiramo predvsem iz Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, članarine zveze in pa društev in z raznimi donacijskimi in sponzorskimi sredstvi ter pa preko javnih razpisov. Kaj bi povedala, da zelo pomembno je, da s kroničnim bolnikom je sodelovanje drugačno, kot je z akutnim bolnikom, kajti kronični bolnik potrebuje poleg biomedicinske tudi socialno, edukacijsko podporo in pristop in pa celo življenje srečuje na zdravljenju 3-krat na teden ene in iste osebje, zdravnika, medicinske sestre, tako da je tudi se med njimi splete poseben način komunikacije, ki pa mora vzpodbuditi bolnika k aktivnemu sodelovanju v njegovem zdravljenju, ker to je zelo pomembno, da si olajša življenje z dializo. Gospa Dragica, hvala lepa. Zdaj bomo šli na vprašanja. Jaz jih imam tule že zapisanih 5, v chatu je tudi eno. Najprej bi pa rad sam povedal, da se seveda ob tem svetovnem dnevu ledvic s svojimi aktivnosti pridružuje tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. In sicer tako, da v naši posvetovalnici v Ljubljani na Dalmatinovi 10 organiziramo cel mesec, tja do sredine aprila, aktivnosti na področju povezave, če lahko enostavno rečem, srca in ledvic. Tu bodo ljudje lahko, tisti, ki boste prišli k nam,
preverili opravili nekatere preventivne meritve, dobili ustrezne informacije, ustno in pisno, za ravnanje v zvezi s kronično ledvično boleznijo in ugotavljanjem dejavnikov tveganja. Zdaj pa nekaj vprašanj. Zdaj, na katera vprašanja mogoče ste že uvodničarji povedali, pa kljub vsemu mislim, da je prav to, kar so mi zapisali, da povem, oziroma vprašam, kaj najbolj ogroža delovanje ledvic? So to predvsem bolezni srca ali mogoče sladkorna bolezen in debelost? Mogoče jaz odgovorim, a ne? Najpogostejši vzroki za kronično ledvično bolezen so na prvem mestu sladkorna bolezen. Če imamo v Sloveniji, če nas je dobro 2 milijona in imamo 2200 približno bolnikov s končno odpovedjo ledvic, je potem v četrtini primerov, torej 25% vzrok sladkorna bolezen, da je privedla do končne odpovedi ledvic. Na drugem mestu, to je v enih 20%, je razlog za končno odpoved ledvic arterijska hipertenzija, se pravi visok krvni tlak. Na tretjem mestu so glomerulonefritisi. Na četrtem mestu je najpogostejša genetska ledvična bolezen, to je policistična bolezen ledvic. Poleg tega, kar sem naštela, pa so tudi ostali vzroki, razlogi, ki pospešijo ali pa so celo neposredno povezani z kronično ledvično boleznijo. To so debelost, to je nedvomno, zelo prekomerna telesna teža je dokazano vodi v kronično ledvično bolezen. Potem pa srčno-žilne bolezni, omenila sem, da so tudi ledvice ene same žilice in zato tudi vse, kar kvarno deluje na naše ožilje, deluje tudi na ledvica. Poleg tega sta posebna bolezen, kardiorenalna bolezen, ki sem jo omenila, ta povezava med srcem in ledvicami. Tako da srčno-žilne bolezni so tudi, to so bolniki s srčno-žilnimi boleznimi, imajo tudi veliko tveganje, da že imajo kronično ledvično bolezen, ki jo sicer še ne čutijo. Potem ponavljajoči se kamni, sečni, ponavljajoča se vnetja ledvičnega tkiva, potem tisti ljudje, ki imajo v družini svojce na hemodializi, na peritonalni dializi, presajeno ledvico, imajo veliko tveganje, da tudi sami zbolijo za ledvično boleznijo, sploh kakršnakoli ledvična bolezen pri neposrednih svojcih, se pravi v prvem kolenu, pomeni tveganje. Vse to, kar sem naštela, vsi ti ljudje, ki imajo vsaj en od teh dejavnikov, imajo tveganje za razvoj kronične ledvične bolezni, zato pri vseh teh ljudeh moramo preveriti ledvično funkcijo, se pravi koncentracijo kreatinina in glomerulofiltracijo in pa urin na proteinurijo, na albuminurijo in to enkrat letno. Hvala. Povezano vprašanje, nekoga zanima, zakaj zdravnik svetuje ukrepanje ob ledvičnih kamnih šele ob pojavu bolečine? Pogosto se sečni kamni prvič klinično izrazijo s tako nenadno hudo bolečino, sicer pa ne, sicer pa če ugotovimo naključno, recimo gremo na nek ultrazvok trebuha ali pa na CT trebuha zaradi nekega drugega razloga in ugotovimo sečni kamen ali pa celo več sečnih kamnov, potem je to že razlog za pregled oziroma za, mi tako rečemo, metabolno analizo, se pravi za presnovno analizo. Poznamo nekaj vzrokov, ki povzročajo sečne kamne in to lahko že zgodaj v življenju in ti so ponavadi ponavljajoči se. Lahko pa tudi ničesar ne, in v tem primeru lahko ukrepamo, nekateri potrebujejo celo kakšno operacijo, če gre recimo za prekomerno delovanje obščitnice, drugi, tisti, ki imajo, mi analiziramo v 24-urnem urinu snovi, ki pospešujejo tvorbo sečnih kamnov in preprečujejo tvorbo sečnih kamnov, tako da če je snovi, ki preprečujejo tvorbo sečnih kamnov, premalo, dodajamo to v obliki tablet in praškov in povečamo izločanje teh snovi, ki preprečujejo tvorbo sečnih kamnov.
Potem svetujemo večji vnos tekočine, se pravi, da soli v seču ne dosežejo tiste koncentracijske meje, a ne, ko se začenjajo v pesek in v taka jedra tvoriti. Tako da ne, v resnici je ta presnovna analiza potrebna takoj, ko se ugotovi, da ima človek ledvični kamen. Hvala Sploh pa lepa. ponavljajo, a ne? Ja, hvala lepa. Zdaj bomo, doktor Marno, imam še vprašanje malo in bomo dali odmora. V chatu je vprašanje za gospod Dragico. Kolikšna je strokovna in organizacijska podpora društvu, najbrž društvom, a ne, bolnikov, s strani mlajših zdravnikov, sester in kakšen je trend? Pomoč zavzema namreč tudi njihov prosti čas. Bolniki so društvu in strokovnjakom zagotovo hvaležni. Izvolite. Ja, zdravniki, vsi strokovnjaki, nefrologi, diabetologi, socialni delavci, psihologi se vedno z veseljem odzovejo na naša vabila za sodelovanje na izobraževanjih, za pisne članke v reviji, tudi v njihovem prostem času. Moramo reči, da smo zelo zadovoljni s sodelovanjem, tudi medicinske sestre zelo rade sodelujejo z nasveti, kako živeti z boleznijo ledvic, kako vzdrževati žilne pristope za te bolnike, in smo jim vsem zelo hvaležni za sodelovanje in imamo res dobro sodelovanje. Super, hvala lepa. Naslednje vprašanje, zdaj moram pa spet doktor Marnov aktivirati. Kje in kako lahko ljudje testirajo, ali imajo kronično ledvično bolezen? Pri svojem osebnem zdravniku, a ne, vstopna pot, ta referenčna ambulanta, kjer ni zdravnika, kjer je diplomirana medicinska sestra, ki preveri, če ima človek katerega od dejavnikov tveganja, in če ga ima in je star vsaj 40 let, a ne, po 40. letu ta pojavnost kronične ledvične bolezni začne naraščati, a ne, tako da v tem primeru potem se kontrolira kreatinin in urin. Zdaj pred 40 letom starosti pa je seveda vedno možna kronična ledvična bolezen, predvsem, če imamo v družini genetsko pozitivno, a ne, anamnezo v tem smislu, se pravi, če imaš starša, če je en od staršev na dializi zaradi policistične bolezni ledvic, se to lahko že takoj ob starosti 18 let preveri z ultrazvokom trebuha, ne, ko ugotovimo ciste, in v tem primeru imamo zdaj tudi zdravila za upočasnitev napredovanja cist. Sicer pa bi jaz tako iz svojih izkušenj rekla, to je pa izven teh splošnih akcij, bi jaz kar svetovala, ker ledvična bolezen, katerakoli, poteka dolgo časa tiho, brezsimptomno, je pametno, da morda vsake toliko časa ob obisku zdravnika zaradi katerega koli drugega razloga se preveri, se analizira urin, a ne, se pošlje urin na preiskavo. To je čisto enostavna, ni draga, ne boleča preiskava in izjemno veliko nam pove, a ne. S tem odkrijemo ne samo te kronične ledvične bolezni, ki so povezane s sladkorno boleznijo, hipertenzijo, srčno-žilnimi boleznimi, ampak odkrijemo tiste bolj redke, ki sem jih prej omenila, ki se pa pojavljajo tudi pri mlajših ljudeh, kadarkoli, nenapovedano, brez opozoril, in dejansko jih lahko prepoznamo, če pogledamo urin. Hvala lepa. No in še eno vprašanje imam, tule zapisanice, kaj sledi? Ko v laboratoriju ugotovijo povišan kreatinin v urinu ali pa povišanje beljakovine? Ja, če se to ugotovi v referenčni ambulanti, je čas, da se gre do zdravnika, v tem primeru vas sprejme zdravnik in po natančnem pogovoru, a ne, ki mu mi rečemo anamneza, ugotovita, če so kakšni znaki, prikriti znaki za ledvično bolezen, mogoče višji krvni tlak, kot je bil v preteklosti, mogoče kakšno blago odtekanje,
in pa seveda, kako s temi dejavniki tveganja za ledvično bolezen, a ne, in potem se te preiskave ponovi, vedno je treba ponoviti, in to enkrat kar hitro, še posebej, če je kreatinin zvišan, to je resna zadeva, to pomeni, da že ena ledvica praktično ne deluje, a ne, kreatinin začne naraščati šele, ko je že polovica ledvičnega tkiva uničenega, tako da to se kar mudi in je treba čez par dni preveriti, in če je ta številka še višja, rečemo, da je možno, da gre za akutno odpovedovanje ledvic, za neko akutno obolenje in takrat se pošlje takega bolnika pod nujno v nefrološko ambulanto. Če pa je ledvična funkcija stabilna, in če so v urinu manjše spremembe, potem je čas, da se človeka napoti na ultrazvok trebuha in potem s temi informacijami v nefrološko ambulanto, a ne. Če pa gre za starejšega človeka, ki ima 20 let sladkorno bolezen, 30 let arterijsko hipertenzijo, in ima s strani ledvic nobenih težav in so vsi ti dejavniki tveganja pod kontrolo s ta pravimi zdravili, potem pa včasih niti ni razloga, da hodi k nefrologu, ker z urinom ugotovimo, a ne, že osebni zdravnik ugotovi, da ni suma za neko dodatno ledvično bolezen, hkrati je pa dal že vsa zdravila za zdravljenje ledvic in za zaščito ledvic in nefrolog ne bi nič dodatnega naredil. V tem primeru niti ni potrebno, da hodi na vrat na nos k nefrologu in se samo kontrolira v ambulanti družinskega zdravnika 2-krat letno vse te izvide, a ne. Tako da ta pristop je individualni, vsekakor prevzame takega človeka, ki ima nekaj pozitivnega, ne, se pravi ali v urinu ali v krvi, ga prevzame zdravnik, no, in ga spremlja potem zdravnik. Kot sem pa že rekla na začetku, je pa treba vsako tako manjšo spremembo potrditi in mora trajati vsaj 3 mesece, da postavimo diagnozo, da gre za kronično ledvično bolezen. Hvala lepa. Jaz nimam nobenih vprašanj več, nobene roke ne vidim, da bi kdo jo dvignil. Jaz mislim, da kljub vsemu, da je gospod Černelič tam je zapisal, ne, da sedenje pred računalnikom škoduje, tole današnje sedenje ni škodilo, poleg tega pa 1 urica ni preveč, bomo še danes aktivni na drugih področjih. Če smem bi še jaz eno stvar dodala, ki pa je trenutno pereč problem in se tiče naših mladih bolnikov. Bolniki, ki zbolijo kot mladostniki in so, kot sem omenila, že težje zaposljivi, po naši trenutni zakonodaji nimajo pravice do invalidnine. Tako da vsi mladi bolniki, ki nimajo 15 let delovne dobe, nimajo pravice do invalidnine in tukaj bi apelirala mogoče na vsa društva kroničnih bolnikov, da bi stopili skupaj in bi to pravico, da bi delali nazaj za pridobitev te pravice. Hvala. Takole, zdaj smo izčrpali tisto, kar smo predvideli za diskusijo. Jaz zdaj sprašujem vse 3 govorce, a bi radi še kaj dodali pod črto, na kratko, kaj glavne poudarke? Ja, jaz bi še enkrat pozvala vse državljane, a ne, ki dobijo vabilo za referenčno ambulanto, za pregled, za testiranje na kronično ledvično bolezen, da se temu odzovejo. Nič ne boli, lahko so pa koristi zelo velike. Super, hvala. To je tudi namen, eden od namenov preventivnih dejavnosti, a ne, za vse take reči. Vidim, da je primarij Cevc že prižgal mikrofon, izvoli. Ja, jaz sem ga kar tako, da bi rekel, da si vidim, ampak vse bo pa še to povedal, ker je bilo že nič kolikrat danes poudarjeno, da je vsak za svoje zdravje odgovoren sam. In če je odgovoren sam, pomeni, da je dobro, da se teh, recimo temu, navodil ali pa opozoril tudi drži in da ljudje, ki so starejši od 40 let, morda tudi, če niso povabljeni, da grejo, ker imajo
bom spet rekel, neko pravico, da se vsake toliko časa kontrolirajo kri in tudi urin in da na ta način ujamajo pravi čas za ukrepanje in preprečevanje napredovanja teh bolezni, ne samo ledvične, dosti se govorimo samo o tem, ampak s takim ukrepanjem bodo bistveno izboljšali kvaliteto življenja, ker bodo zaplete raznih bolezni odložili v daljno prihodnost in si zagotovili zdravo in kvalitetno starost. Skratka, preventiva, preverjanje in iskanje, ne da greš ti na pregled kar tako za vsak slučaj. Treba je z namenom, da če boš kaj izvedel, da boš tudi ukrepal, ne samo zato, ker imaš pravico, ampak zato, ker je to potrebno narediti. To sem hotel reči. Hvala lepa. Cennik, mislim, da smo prišli do konca. Ne? Hvala vsem trem govorcem, hvala vsem, ki ste aktivno sodelovali, postavljali vprašanja, hvala vsem, ki ste poslušali našo konferenco in boste tudi prenašali naša priporočila, zaključke v javnost vsem, ne samo našim članom, ali pa članom Zveze društva ledvičnih bolnikov, ampak vsem prebivalcem Slovenije z namenom, da seveda preprečujemo bolezni ledvic in tudi bolezni srca. Mi bomo izdali izjavo za javnosti, zelo kmalu bodo dobili vsi, ki so dobili vabilo, tudi to izjavo, dostopna bo pa tudi na naših medijih od Facebooka naprej vsod. Torej, hvala lepa in nasvidenje. Hvala lepa. Lep dan vsem. Ja, enako.